Zgodba okoli zdravnika splošne medicine v Destrniku se počasi razpleta. Potem, ko so več mesecev občani izražali nezadovoljstvo s koncesionarjem, je ta podal odpoved pogodbe o koncesiji. Iz podatkov Zavoda za zdravstveno varstvo se vidi, da je lani decembra imel na razpolago samo nekih 100 pacientov, letos konec junija pa 24% samo. No in na osnovi tega smo mi dr. Mršnika pozvali, da izvaja koncesijo v celoti, to pomeni, da je imel tam cirka 2000 pacientov in je že več kot skoraj leto dni mimo, kar očitno je ugotovil, da tega ne bo zmogel. V nasprotnem primeru bi mu seveda del koncesije, ki je pač ne izvaja, to je preko 80% tudi morali odvzeti in podeliti nekomu drugemu. No, zgodilo se je nekaj drugega. Dr. Mršnik nam je dal odpoved pogodbe o koncesiji z 11.1.2021, to pomeni 6-mesečni odpovedni rok. Jaz celo upam, da se bova dogovorila, da bo ta rok krajši. Občina bo šla v razpis nove podelitve koncesije že na septembrski redni seji občinskega sveta. Župan si tako želi, da dobijo osebo, ki bo vredna zaupanja in da se bodo občani ponovno vrnili k zdravniku v domač kraj. Seveda opozarjal tudi na širšo to problematiko, kot vidite. Tukaj v zdravstvenem centru v Destrniku imamo zobozdravnika, imamo lekarno in imamo fizioterapevta. Kolikor seveda ne obratuje splošna ambulanta, sedaj je že delno zaprta lekarna, tudi fizioterapevt ima bistveno manj dela, skratka eden problem generira drugega. In dr. Mršnik je to leto, to ambulanto vlekel izključno iz osebnih koristi, ne pa v dobrobit občank in občanov, za kar je koncesijo tudi dobil in to mu seveda občanke in občani izredno zamerimo. Imajo pa na občini še nekaj drugih načrtov. Stara občinska zgradba v Destrniku je trenutno prazna, a je v načrtu, da se v roku enega leta iz trenutne lokacije preselijo nazaj v omenjeno stavbo. Kolikor bo šlo vse po planu, bomo v teh prostorih, v katerih smo danes, delno smo jih že prodali, delno jih bomo še prodali, se preselili nazaj na staro lokacijo občinske stavbe. Namreč v tej lokaciji, kot smo danes, če bi bilo vse normalno, bi imeli tam občinske prostore, prostore za pošto, prostore za upravno enoto in prostore za policijo ter celo prostore za upokojence. No, ker se pač to ni izteklo tako, kot se je, žal se je izteklo z sodno poravnavo, ki so mi jo pustili na mizi, preden so odšli, za celih 900 000 evrov je pač to treba pokriti. Mi pa se vračamo nazaj v staro občinsko stavbo, kjer pa bodo vsi ti prostori tudi zagotovljeni. V nekdanji občinski zgradbi ima tudi še pošta svoje prostore. Računajo, da bo v roku enega leta selitev urejena. Nenazadnje pa smo tudi bili uspešni na razpisu za varčevanje z energijo in ohranjanje energije. To pomeni na evropskem razpisu, da bomo potem to stavbo probali narediti celo energetsko nično. Čaka jih še nekaj sanacije ter adaptacije in občinska stavba bo modernizirana. Kupca za prostore, kjer so trenutno, pa tudi že imajo. Tako da bo se tu razvijal en center z avtomatizacijo, robotizacijo. Skratka, tu je eno podjetje, ki dela po celem svetu in lahko samo rečem, da so danes na Destrniku, je približno tako, kot da bi nam padla, ena kepa zlata. V kraju poleti ne počivajo, med drugim so uredili in sčistili tudi več kilometrov obcestnih jarkov. Investicija se je izkazala za zelo pomembno že pred nekaj dnevi ob močnejših nalivih.